Tako kot je župan povedal, je bil glavni namen uskladitev teh projektov, ki tečejo v glavnem v smeri protipoplavne zaščite sevnične. Zdaj tu velja poudariti, da nekoliko spreminjamo koncept, ki je bil na teh vprašanjih doslej. Namreč teh projektov je ogromno, denarja je bilo vedno premalo in tudi za izvajanje gospodarskih javnih služb upravljanja z vodami je bilo vedno premalo denarja, zato se niso vodotoki vzdrževali in posledično smo imeli negativne posledice, zlasti ki so se odražale v visokih vodah, tudi takrat, ko to ni bilo potrebno. Torej, sprememba koncepta je ta, da bomo vse večje vodarske projekte financirali iz evropskih sredstev, kohezijskih sredstev, bodisi naslednje finančne perspektive, bodisi sklada za okrevanje. Zato bomo namenska sredstva sklada za vode razbremenili teh večjih investicij vodarskih in bomo iz sklada za vode namenjali po 25 milijonov evrov vsako leto za vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje vodotokov, tudi za takšne manjše projekte, kot je recimo primer tu v Sevnici, pa še vrsto takih projektov je po Sloveniji. Namreč v okviru sporazuma med Direkcijo za vode in pa lokalnimi skupnostmi se je izkazal en zelo učinkovit sistem izvajanja takih investicij, ko lokalna skupnost pridobi vsa dovoljenja, tudi vse služnosti in to, kar je zelo zamudno, in lokalna skupnost najlažje to naredi, najbolj učinkovito, ker je na terenu, v bistvu praktično to dela doma, in potem vstopi Direkcija za vode kot financer. To je dobra praksa in zato se tudi ta investicija tu sedaj pričenja in se bo pričela tudi druga faza in tudi drugo fazo urejanja sevnične in Vranskega potoka imamo v predlogu načrtov za prihodnje obdobje. Jaz seveda pogojujem to, kar sem povedal, z sprejetjem naslednje finančne perspektive in proračunu za prihodnja leta, to je naš načrt, to bo naš predlog, upam pa, da bo tudi potrjen v ustrezni obliki, to se pravi konec tega leta in ko govorimo o evropskih sredstvih v prvi polovici prihodnjega leta. Druga pomembna tema, ki smo jo odprli, je tudi prevzemanje akumulacijskih bazenov in ostalih ureditev ob teh bazenih iz države na koncesionarja oziroma tudi na lokalno skupnost. Gre za prevzemanje bazena Arto Blanca, ki še ni prevzet, je v zaključni fazi. Jaz upam, da bo dogovor sprejet v tem letu in da bo upravljanje oziroma vzdrževanje tega bazena prenešeno na koncesionarja. Kar se pa tiče, govora je bilo tudi o črpališčih, ki še nimajo povsem jasnega dogovora, pa tudi o drugi lokalni infrastrukturi. Tu je namreč ambicija oziroma interes države oziroma Direkcije za vode, da ohrani v lastništvu vse tiste poti, ki so potrebne za vzdrževanje vodne infrastrukture in za dostope do vodne infrastrukture, in v okviru nadaljnega razvoja te infrastrukture je seveda tudi nam v velikem interesu, da so te poti večnamenske, tudi za kolesarstvo, rekreacijo, šport, pa seveda tudi za druge dejavnosti, vendar je potem potrebno počakati tudi še malo na usmeritve Direkcije za infrastrukturo v smislu nekega celovitega kroženja kolesark po tej Sloveniji. Tu smo že naredili en pomemben korak na MOP-u glede lažjega umeščanja v prostor, namreč za kolesarke več ni potrebno izpeljavati predhodnega postopka in postopka presoje vplivov na okolje, ker gre za takšno infrastrukturo, ki seveda nima tovrstnih vplivov do te mere, da bi bila taka presoja potrebna. Torej, vrsta takih operativnih tem je bila odprta, tudi nekaj dogovorov je bilo sklenjeno in seveda gremo naprej v izvedbo. Zakaj je potrebno za ureditev državne infrastrukture ob teh hidroelektrarnah 15 let, recimo, odkar je Boštanj začel laufati? To je vprašanje za tiste, ki so 15 let vodili ta resor. Jaz sem dal jasno usmeritev, da mora priti že do konca leta do prevzema še preostalih dveh bazenov. Prepričan sem, da bo Arto Blanca prevzeta do konca leta in v prvih mesecih pred naslednjega leta še hidroelektrarna Krško oziroma akumulacijski bazen hidroelektrarne Krško. Pol nas čaka še vrsta takih podrobnosti, kot sem omenil, kot so razna črpališča, lokalna infrastruktura oziroma državna infrastruktura, vendar gro vzdrževanja je seveda povezan z samimi akumulacijskimi bazenami in seveda probleme treba reševati od
po velikosti od največjega proti najmanjšemu. Kdo bo gradil kolesarske steze, tle, ko manjkajo? To je stvar dogovora. Jaz upam, da bo se to dalo iz evropskimi sredstvi graditi, ker gre za infrastrukturo, ki je pomembna tudi v smislu brezogljične družbe, v smislu boljše povezanosti Slovenije in v ta namen načrtujemo tudi pridobivanje evropskih sredstev.